Obisk Benetk po zimi, takoj po novem letu, je obetal posebno doživetje. Vendar tudi ob tem času je bilo ogromno turistov. Žal pa nam jo je zagodlo vreme. To ni bil za nikogar med nami prvi obisk Benetk, zato smo si želeli ogledati tiste znamenitosti, ki smo jih do sedaj spregledali. Tako je cilj postal židovski geto, drugi cilj pa stara knjigarna, ki je bila pomembna spremljevalka knjigoveštvu. V mesto smo prišli s krajevnim avtobusom, ki nas je pripeljal do trga Roma na samem robu mesta. Prve naselbine, kjer danes stojijo Benetke, datirajo iz 5. stoletja. Takrat so v močvaru lagune pribežali okoličani pred upadi barbarov. Potem so naselbine rasle. Tako so v 8. stoletju že izvolili svojega prvega doža, vodjo. Nastala je Beneška republika, ki slovi kot trgovska metropola Jadrana in večjega dela Sredozemlja. Vasi v laguni so bile zgrajene na milijonih lesenih pilotov, zabitih v zemljo. Na njih so zgradili ponton iz 2 plasti macesnovih desk, pritrjenih z opeko. Na ta ponton so postavili temelje zidov in sam nadzemni zid. Stavbe so bile zgrajene iz lahkih votlih opečnih zidakov. Prav gotovo izvirna tehnologija, ki se je dokazala skozi stoletja. V 13. in 14. stoletju so bile Benetke z bogatimi trgovskimi družinami na vrhuncu svoje moči. Vendar z ladjami z vzhoda so prišle tudi podgane in z njimi kuga, ki je dramatično zdesetkala prebivalstvo mesta. Kljub številnim vojnam z Dženovo in Bizancem so bile Benetke v 18. stoletju še vedno bogate. Leta 1815 so Benetke pripadle Avstrijcem, ki so v mesto veliko vlagali. Kljub temu pa jih Benečani niso marali. Za čaščenje svetnika, svetega Marka, je dal takratni dož sezidati novo baziliko zraven doževe palače. Benetke še danes kažejo bogato arhitekturo. Mesto je sedaj kulturni spomenik, ki ga je treba videti. Tako je bil trg svetega Marka zaokrožen z baziliko in 99 metrov visokim rekonstruiranim zvonikom, takoj poleg pa z imenitno doževo palačo z znamenitimi arkadami. Obiskali smo najlepšo knjigarno na svetu, vsaj tako pravijo. Značilni kaos daje prostoru poseben značaj. Uradno ime je Knjigarna na visoki vodi. Tu so knjige, rabljene in nove,
zložene v čolne, gondole in kopalne kadi, s čimer naj bi knjige zaščitili pred pogostimi poplavami. Še stopnišče so zgradili iz knjig. Ker velja, da so Benetke zibelka knjigoveštva, imamo odgovor, zakaj je ta stara knjigarna tako velika in zanimiva. Židje so pribežali v Benetke skozi stoletja preganjanja po Evropi. Tu so se počutili varne. Toda tudi v Benetkah niso bili vedno dobrodošli. In z dekretom Doža so leta 1516 ustanovili geto. Židje so bili zaprti preko noči, preko dneva pa so se prosto gibali. Šele Napoleon jih je osvobodil iz tega. Tu je še spomenik holokaustu, saj je Nemcem kljub odporu uspelo usmrtiti četrtino Židov iz Benetk. V Benetkah je 175 kanalov, v skupni dolžini 38 kilometrov. Preko kanalov so zgradili skoraj 400 mostov. Najbolj znani med njimi je most Rialto preko kanala Grande. Za njim ne zaostaja most vzdihljajev, zaprti most, ki povezuje takratne zapore z Doževo palačo. Po zgodbi je bil to zadnji most, ki so ga zaporniki videli pred inkvizicijo. Tu je še legenda, ki govori o večni ljubezni, če se zaljubljenca poljubita pod mostom. V mestu je kar 124 cerkva. Večina plemiških beneških družin si je ustvarila svoje razkošne počitniške domove v zaledju Benetk in tako tudi družina Barbarigo, ki izvira iz Istre. Ta vila je znana predvsem po vrtu, ki ima več kot 350-letno zgodovino. Razteza se na 16 hektarjih površine. V 17. stoletju jo je zgradila ena najbogatejših in najpomembnejših beneških družin tistega časa, družina Barbarigo, v zahvalo Bogu, ker jih je obvaroval kuge. Takrat se je dalo priti do nje z gondolo iz Benetk in še danes so tu značilni stebri za privezovanje gondol. Portal je psevdofasada palače, na vrhu katerega pa je kip lovke Diane, ki jo obdajajo njeni psi. V tem vrtu boste našli edinstvene stene iz pušpana, ki segajo do 5 metrov visoko. Tu so tudi drevesa, stara od 300 do 900 let in več stoletij stari primerki 4 celin. Po celotnem vrtu je približno 70 kipov, 16 fontan, 800 dreves, slapov, potokov,
majhnih zgradb, fontan in skulptur. Pred samo vilo je ekstazijev vodnjak z 8 alegoričnimi kipi. Žal pa je trg zaprt za obiskovalce. Vila Barbarigo je prejela pomembne nagrade in priznanja, kot sta najlepši vrt v Italiji leta 2003 in 3. najlepši vrt v Evropi leta 2007. V tem vrtu boste našli približno 400 let star Šimširov labirint, ki je verjetno najstarejši te vrste na svetu, dolg približno 1,5 km. V središču najdemo stolp s stražarjem, ki pazi na pogumne obiskovalce. Tu je še Puščavnikova jama in Zajčji otok, ki je videti kot majhna izolirana oaza, naseljena samo z zajci.